Nehite že s to modno muho, no? Teh LGBTQ in vsako leto je več črk v tej neumnosti in kako naj si zdaj zapomnimo vse. Pol so pa še užaljeni, ko ne rečeš tam na koncu še ž. Živijo, sva Sara in Lucija in ti gledaš, a lahko to ostane med nama? Slovenci smo se razjezili ob objavi od Ministrstva za kulturo. A raj še vidimo, da se skrivajo, se pol poročijo z eno žensko bogorevo, ki si želi enega partnerja, ki jo bo pač obožval, on pa obožuje penise na skrivaj. Se on tudi ni ponosen, da ga žena njegova privlač. Pač ga privlač, ponosen je pa na otroke, ki jih je naredil. Ta argument je meni v bistvu tale z naravo, je meni zelo izriti povlečen. Oni res verjamejo, da si ti bolan in oni tako hočejo biti sočutni do tebe v resnici, ki tu rečejo, da je bolezen, da pač naj se grejo zdraviti, lahko čutimo te stvari, ki jih čutimo in da tebi grejo lahko vsi geji ljudje čist na živce. Tlej, če nekdo fuka nekoga na cesti, pa magari gej ali pa straight, gre zaradi mene lahko v zapor. Ampak dobro vprašanje bi samo, če bi jutri izginila in Amerika in ameriški aktivizem in vse, kar imamo mi tle iz Amerike, bi moj sosed Marjan še vedno bil gej, kaj je zdaj gej. Lucija, a lahko to ostane med nama? Ja, Sara, itak da. Kultura nam omogoča, da stopimo iz lastne perspektive in svet za trenutek pogledamo skozi oči drugega. Odpira prostor za razumevanje, spoštovanje in sprejemanje različnosti, ki bogatijo našo družbo. Na Ministrstvu za kulturo verjamemo, da je družba močnejša, ko lahko vsakdo svobodno izraža svojo identiteto, ustvarja in živi brez strahu pred diskriminacijo. Zato tudi letos z mavrično zastavo izražamo podporo skupnosti LGBTQ ter vrednotam enakosti, dostojanstva, svobode in človekovih pravic. Naj bo mesec ponosa tudi priložnost za več dialoga, strpnosti in medsebojnega razumevanja. Tu je Ministrstvo za kulturo za Pride objavilo in Slovenci so se razjezili. Te si kaj predstavljaš, kakšne komentarje so lahko imeli? Kaj jih je motilo? Kaj jih ni motilo? Kaj jih ni motilo, je boljše vprašanje, ja. In verjetno jih pač ni stvari, ki jih ni zmotila. Po mojem so se čisto vsako besedo obregnili. Ja, ampak jaz sem šla pol glavnem te čisto vse komentarje prebrati in sem razdelila tako, mene je predvsem zanimalo, česa se Slovenci ali pa ljudje nasplošno bojimo in sem razdelila na 6 sklopov, kaj ljudi moti pri gejih. Jaz bi tle prej začnemo, še ta disclaimer dala, da zdaj bova midve laično probale malo pokomentirati te komentarje, ki si jih ti potem iz Facebooka dol pobrala. Tudi midve ne veva vsega in imava namen tudi dobiti nekoga, ki se malo bolj spozna na te stvari, ampak najprej bova zdaj midve s pomočjo te epizode tudi mogoče ugotovile, kje nama primanjkuje. Ker so v bistvu te stvari že veliko same raziskovale. Jaz sem jih ogromno, ker sem hotela razumeti, ker se mi zdi, da največji problem pri nas ljudeh je, da nas je strah stvari, ki jih ne razumemo. In pol enih stvari se nam ne da jih raziskovati, nas ne zanimajo in jaz čisto razumem, da vseh ljudi ne zanima, kako živijo ljudje, ki jih privlačijo istospolne osebe in potem se teh stvari malo bojijo. Saj ne bi to noben rekel zase, da se tega boji, ampak pač dejstvo je, da ne razumeš, ne razumeš, ne da se bojiš, ne razumeš jih in pol ne veš glih, kva se dogaja in pol je hitro lahko pride do tega nekega sovraštva. In mi, da bi s to epizodo samo radi malo ne vem. Jaz sem v bistvu zbirala te komentarje take, ki sem jaz jih že kdaj čutila. Se pravi, tako, ko sem jaz nekaj začutila, jaz sem se tudi že velikokrat spraševala, zakaj pa nimamo mi svoje zastave, straight ljudje, zakaj nimamo. Pa se mislim, da je. Ja, dobro, ampak veš, ne uporabljamo, ali pa zakaj nimamo, zakaj ponosni moramo biti na Slovenijo, ne pa na parado, pa na geje. Tako da ne vem, jaz bi sem rada zdaj videla, kaj Slovence moti, pa pri čem geji ogrožajo, geji pa lezbike našo skupnost in zakaj je treba tukaj enih črk imeti v tej kratici, predvsem me zanima, in zakaj imajo kar svoj mesec ponosa in zakaj mi nimamo svojega meseca ponosa. Ampak pač tako, zdaj nisem pred tega tako zares pomislila, ampak se je čist isto, kakor to. Zakaj imamo pač državo slovensko, zakaj imamo dan državnosti, zakaj smo ponosni, da smo Slovenci. Pač čist isto, zato, ker smo bili pač zatirani, ker nismo mogli biti ponosni včasih, ker nismo mogli uporabljati svojega jezika, ker nismo imeli svoje zastave, ker smo se mogli boriti za to, da smo postali neodvisni. Pač dejansko je čist isto. Ja, in mogoče pač tako, ne vem, mogoče kdo, ki ne razume, če razumeš, zakaj si pač ponosen, da si Slovenc, pa če razumeš, čez kaj vse smo šli kot Slovenci, da smo pač, da imamo svojo državo. Ja, ampak tudi, da smo mi Slovenci je naravno.
To, da so oni gej, pa Ja, ni naravno, se ni Bog naredil na Slovence, pač Bog nas je naredil Ja, vse. tle smo se rodili, Bog nas je dal Ne. maternico in smo se rodili. Ja, ampak. Ja. A ne? Pač mi smo ljudje določili to, da je zdaj, da smo mi Slovenci. Pač mi nismo bili rojeni, pač smo bili rojeni Slovenci, ampak zato, ker smo jih tle, ampak lahko bi bili isto rojeni Američani. Ampak če se ne bi pač mi, če ne bi mi nenaravno naredili mej, pa držav, pa pravil, ne bi nič od tega bilo. In v naravi imaš potem tudi živali, ki so isto spolno usmerjene, pa ne rečemo, da to ni naravno. Pač. Za veliko stvari rečemo, da so naravne, pa da niso naravne, pa tu bi tako lahko v neskončnost nazaj šli, ne? Ker se je tudi plastika je kind of naravna. Ne? Ja, pač Če to je je tako beden argument, da je nekaj naravno ali ni. Glavnem, jaz sem pol te komentarje, ki jih je bil milijon, razdelila v sklope, glede na to, kaj se Slovenci bojijo različnih stvari. Se pravi, prva stvar ali pa kaj jih moti. Prva stvar je, da geji hočejo privilegije in to me moti. Druga stvar. LGBT skupnost uničuje našo normalnost. Tretja. Povsod usiljujejo svoje mnenje in naj že enkrat dajo mir. Četrtič. Uničili bodo naše otroke in družine. Petič. Uničili bodo državo in kulturo. In šestič. Zaradi njih gre svet v napačno smer. Okay? Tu je teh nekih 6 argumentov, ki se sicer pol pojavljajo v različnih stiskah in v različnih napadih in tako, ampak tu je neka ta rdeča nit. Okay? In zdaj bomo pogledali, kaj so specifično komentirali, pa malo mogoče raziskali, kaj so hoteli s tem povedati. Gremo? Pejmo. Ajde. Intimni kotiček. Jaz imam danes fistasist. Počutim se kot nek top shop. Fistasist. Zmešaj eno žličko v kozarec vode in dobi tak dželi, kot en tak lubrikant, ki si ga namažeš. Zdaj tu specifično je mišljeno za fisting. Zakaj? Zaradi tega, ker iz tega dobiš ful velik tega. Za fisting rabiš ponovati kar dobro količino lubrikanta, ker pač, ne, fisting. Potem, zakaj je še dober tu? Zato, ker si lahko zmešaš tako konsistenco, kakor hočeš in zaradi tega, ker se ne pokvari. Navadni lubrikanti imajo, od ko ga odpreš 1 leto, moraš porabiti. Sploh nisem pogledala, če kaj piše. Piše sicer, ne, piše, ampak jaz tu ne verjamem, lejte, v prahu je, tu zavedno zdrži. Tu imamo lahko za apokalipso in tako. Vegansko ni testirano na živalih, na vodni osnovi. To je to, take bunkice so, take Bunkica, ni prah. Ni čist prah, veš, granulat je. Tak bel granulat, ko ima tak von, malo tak smešen celo. Zanimivo. Ja, tak ne? snegec. Ja. Zelo mi je všeč. Aha. A no, to zdaj probajo zmešati z nečim. Ja, ne vem, kako bomo zdaj z vodo tle zmešali. Ko ćemo malo natrest tle v tako kozarc. Žličko? Ja. Zdaj preberu zad, koliko vode rabimo za to zdaj. Kaj pa če kar wingamo? No, daj. Aha, lukewarm water. 2 teaspoons, pa 750 ml lukewarm water. Wow, to je pa ful. Za 750 ml rabiš samo 2 čajne žličke. Se pravi za eno flašo? Ja, par bunkic zdaj tle not, da bomo vodo natočili. Tako da v bistvu mi rabimo... Daj tako malo natres, pa damo to vodo moja čez. Sem tvoja ni lukewarm. Tle je zdaj vse lukewarm. Ne? Ni mrzla. To sploh pa ne rabimo veliko dati. Ne, po mojem res ne. Dost. Ne? Ne vem. Dost! Jaz hočem, da je tik. Ok. No, bo okej. Dej, jaz bom kar natočila, pa bomo videli. A pa zdaj, ko imaš malo vode, a ja, opala. Kva? Wow, science experiment. Imaš žličko? Jej! Thank you. Tu zgleda kot thick water, veš, za one ljudi, ki ne morejo požerati, pa imajo thick water. Ja, a jaz te cajt povem, pa počakamo, da se to malo strdi. Ajde. Ok, bomo dali tle. Ja. Jaz imam pa še na prstni. Tega si mi ti izbrala, tako da nisem jaz norc, ki skozi hoče na prstne, ampak jih hočem v resnici. Ko si ti že zanč napisala nekaj na Instagram, da sem jaz največji fan prstnih vibratorjev. In res je. Ja, res, velikrat si jih naročila, tako, pa čeprav si jih že imela. Ja, ful jih imam rada, ful so mi fajni. Ta je tak, ki ga držiš v rokici, taka čebelica je, s tako rožico in ta rožica je kot kakšnega analnega čepka. Ponovno imajo analni čepki, take rožice na vrhu, ampak tle imaš tole bzz. In top. V resnici? Super je, super vibracije, luštkanje, pač ful je močen. Tudi glasen je edin, malo je glasen, ampak se ga pa... Od kjere firme je ta?
Mislim, da je Veš kaj? Ne vem. Okay. Boš mogla najti. Sliš? Kakšno? Tako je najdo. Tudi čuti se, ko ga pritisneš na klitoris. Fajn je, meni je všeč. Jaz bi mu dala, pa, veš kaj je Pa kaj pa napravim kakšnim tvojim drugim naprstnikom, bi nam tu povedala? Ker zdaj si jih že ene par probala, ne? Onga vijolčenga, intenz, zelenega. Ma samo, nima veliko teh nastavitev. Pač ima ful teh različnih vzorčkov, ampak glej, ko ga pržgeš, ena in pol je že zaradi tega mu dam 8. Ker jaz bi raje imela več različnih intenzitet in manj teh vzorčkov. Sploh ne rabim vzorčkov, da mi sem različne intenzitete. Ampak drugače pa kulski. Pač, moramo odči eno manj. Pač rabiš več teh. Sam, veš kva, jaz nisem sploh ugotovila tega, ker sem ga uporabljala, ker sem pač na prvem ustala in mi je bil top. Ja. Več nisem rabila. Tako da, 7. Rajš vzemite kakšnega, ki ima več teh. Če imate pa radi vzorčke, je pa perfekten. Ta je za unek, ki imate radi vzorčke, luštanje, pač Jaz mislim, da sem tega zato naročila, ker je bil pocen, pa me je zanimalo, kako deluje in me preseneti, da imajo pol daj ti močne vibracije, tip na prstnike, ki ti rečeš. Evo, pocen je in močne vibracije ima. Saj so vsi naprstniki bili do zdaj pocen, ki si jih probala v bistvu, ne? Vse naprstniki so kar pocen varianta. Ja. I'm a fan, priporočam, nima veliko teh različnih vzorčkov. Dobite ga pa na pitch popu skoda med nama 10. Da vidimo, kaj se je zgodilo zdaj s tem. Po mojem moraš pustiti 5 do 15 minut. Sam se že... da nek gel se dela. Dej tam roko odmakam, dej pokaži. Pač dejansko se ne vidi tok, ampak čut se. Vidim, jaz pač vidim ni povsod. Misliš, da bomo na koncu lahko tako v roko verjeli? Pa dale enemu vrit. Kdo se je jav? Ker kregata se, ne vemo, bomo videli, bomo žrebali, ker oba hočeta biti del tega eksperimenta. Wow! A se vidi kaj? Ja, vidi se, ja. Je na kameri? Super, ja, zdaj je pa že dobro. Wow! Ja, hudo, nisem vedela jaz sploh, da obstaja kaj tazga. Tudi jaz, ne. Tako da, we learn. Še vedno naj kaj preseneti. Ja, insane. Ok, tega dala tle. Čista sist. Bum. Pitch.si med nama 10. Geji želijo privilegije in to me moti. Smo imeli, to je sklop 1 in imamo prvi komentar. V juniju imamo dan državnosti in smo ponosni na svojo državo. Kaj človek v resnici s tem hotel povedati, se meni zdi? Je to, da bi mogel ponos biti rezerviran za stvari, ki smo jih dosegli in ustvarili. Se pravi, pač v njihovih očeh je ponos rezerviran za državo, znanje, za nekaj, kar smo se mi potrudili, za nekaj, kar smo uspeli v življenju narediti, za naše dosežke, otroke, družino. In zaradi tega se pač on sprašuje, zakaj kurca bi bil nekdo ponosen na to, da ga privlačijo moški. Se on tudi ni ponosen, da ga žena njegova privlači. Pač ga privlači, ponosen je pa na otroke, ki jih je naredil. Ne? Ampak malo tle primerjamo dve različni vrsti ponosa. Ne? Imamo ponos, ko rečemo, ponosen sem na Slovenijo in kaj takrat mislimo? Tu, da smo ponosni, da pripadamo tej skupnosti, ne? Sloveniji. Da smo pač ponosni Slovenci. Pa imamo pa še drugo in rečemo, ko pa LGBT ljudje ne, govorijo o Prideu, pa ne govorijo o tem, da so oni ponosni, da so geji, ampak da jih ni več sram, da so geji. Tako, da samo malo, tako, če uspeš malo v glavi zmanjšati to, kar so oni, ali pa se postaviti to, kar so oni doživljali, kao, da so bili zaterani, ne, in da bi hoteli pokazati, da jih ni več sram, ima zelo smisla, ne. Tudi recimo, če kakšno drugo skupino, ki je zaterana, pomisliš, ne, da niso bili geji, ne. Ampak sej dejansko je isto, kot si ponosen, da si Slovenc. Pač čist isto je, ker mi smo bili tudi zatirani. In tudi se je bilo treba skrivati, da si pač slovenski jezik ni bil nekaj, kar si lahko kar zdaj od nekdaj prosto uporabljal, pa nekaj, kar se je bilo treba boriti za to, da smo imeli slovenske knjige, da smo imeli slovnico in vse to. In pač dejansko je isto. Pa veš, kaj je tudi, se mi zdi tako ful problem, pač tu smo mi vse iz angleščine prevzeli te besede, ne? In včasih se v besedah malo disonance zgodi, ne, in veš, tle, ko imajo oni pride, pa vse je v redu, jaz ne vem, nisem raziskala, kaj so oni s tem mislili, ampak mi v slovenščini je beseda ponos zelo močna beseda, ok? In Slovenci smo zelo ponosni. In ko nekdo hoče zamajati to, da smo mi ponosni na svojo družino in v bistvu Bog postavil to, da je nekdo ponosen, da nekoga fuka v rit, po domače.
Tako lahko to damo tle not, ja, ne vem. Pol njih ogroža, ne moreš tu postaviti na isto lestvico, da je nekdo ponosen na to, da je gej, jaz pa na to, da imam družino. Seveda, da je družina bolj pač pomembna. Si misel nek človek, ne. Ja, drugače, to si ful dobro rekla. Problem je tukaj v besedah, ki jih izbiramo, ker potem ne razumemo. Evo, pač spet to, ker ne razumeš neke stvari. In sej pač ja, to ful si dobro razložila, ker jaz nisem se nikoli dosti poglobila mogoče v to drugo stran, zakaj se pač ljudje počutijo ogrožene, ampak dejansko ne štekaš, da ta ponos izhaja iz tega, da si ponosen, da se ne samo, da se ne... Da te kao ni sram. Pa tudi to, da si ponosen, da lahko greš ven in živiš svoje življenje kot nekdo, ki je bil zatiran prej, lahko zdaj odprto pač, ne vem, ljubiš nekoga, ki ga ljubiš. Ker si lahko zdaj odprto Slovenc in ponosen, da si Slovenc, si zdaj lahko odprto gej in še zmeraj te zatirajo ljudi veliko, ampak imaš skupnosti, pač lahko najdeš na tak način skupnost ljudi, to je pa največ, kar rabiš. Pač podporo ljudi isto mislečih, ki te razumejo, ki ti je težko, ki te lahko podprejo. Ja, tako, včasih, pa ko sem jaz to raziskovala, sem se probala spomniti na eno tako mojo res slabo lastnost, ki jo bi svet jemal kot slabo. Pa bi se probala spomniti, na kakšne načine si vsi drugi ljudje, ki nismo geji, tako iščemo podporo okrog na svetu, veš? Ful si jo iščemo. Iščemo si podporo med sodelavci, iščemo si razne skupnosti, iščemo si Facebook skupine, iščemo si vse, kjer bi se lahko tako nekako mečkam popredalčkali, pa prišli not v eno skupnost, da bi nas nekdo razumel, pa da bi bili sprejeti, je res to. Ja, točno to. Ja, to je tako ta neka osnovna človeška potreba. Da si sprejet, da te ljudje razumejo, da imaš neko svojo skupnost, pa tudi če je mehna. In mi jo lažje zadovoljimo, recimo mi, ki smo straight. Okay, to potrebo po skupnosti. Zaradi tega, ker nimamo pripetega nobenega strahu na to, ker gremo lahko kamorkoli in kadarkoli. Okay? Oni pa se morajo mogoče mečkam bolj strukturirati in potruditi, si jaz predstavljam, da si lahko ustvarijo to skupnost. Ne? Ker so pa zaterani in še se treba malo več truda bilo včasih. Ne? In se mi zdi, da zaradi tega imajo pač ta pride in da je tu v bistvu kakor ena taka tradicija, ne kakor to, da oni vsako leto hočejo zdaj nam pokazati, da bi bili radi enaki, ampak sem kakor opomnik, jaz to tako kakor jemljem. Tako, ne vem. To je bil prvi komentar. Hej, jaz moram za sekundo tole prekiniti. Zdaj smo imeli bilance, mi imamo 2 Shopify trgovine drugač in imeli smo eno čudno računovodstvo, ker nam je milijon stvari zajebal in jaz ti hočem samo povedati, da imam zdaj končno račune urejene, ker imam računovodstvo, bogat račun. Oni zdaj meni rihtajo customer support, računovodstvo, spletno trgovino so mi zrihtali, integracije so mi naredili, tako da imajo cel paket. Jaz sem v glavnem zdaj vse svoje stvari dala njim. Jaz se samo še s prodajo ukvarjam, snemam silly goofy videe, podcaste, oni za vse številke poskrbijo in končno je vse rejeno in zdaj me ne rab več skrbeti, da bo prišla kakšna inšpekcija ali pa da mi bojo kaj pobrali. V glavnem, bogatračun.si, tam napiš, kaj rabiš, lahko vzameš tudi samo računovodstvo, lahko ti tudi samo Shopify trgovino poštimajo. In, ne vem, hotela sem ti tu povedati. Živjo, jaz se opravičujem, ko motam, ampak moje 3-mesečne preobrazbe s Fashion Potion je konc in na tej točki ti hočem samo prebrati reviewe iz spletne strani, pa bom ti tle še napisala, pa lahko zraven bereš, ampak tako so dobri in jaz sem tako ponosna. Poslušaj. Naj povem, da najprej nisem verjela vsemu obljubljenemu, mislila sem, da so vsi komentarji ponarejeni. Veliko prehranskih dopolnil sem probala in Fashion Potion je eden izmed redkih, ki res deluje. Sama ga kombiniram z magnezijem in omega 3. Opazila sem, da bolje spim, bolj sem sproščena in tudi nimam težav z utrujenostjo. Želja po spolnosti se je povečala, saj čutim rahlo ščemenje skozi cel dan. Tudi orgazmi so bolj intenzivni. Kva? To samo potrdi, kar sem jaz zdaj doživljala. Se pravi, shujšala sem, utrujena sem manj, libido imam, pa tako malo bolj lahkoten občutek je. To je rekla Katja. Pol Tinkara je rekla, pred nakupom sem kar dvomila v te stvari, ampak že v 3 dneh se je moje počutje energija spremenila in je res vredno vsakega evra. Tako lepo. Maja prav, zelo pomaga in imam več energije. Jaz pa pravim, da sem shujšala 15 kg po nesreči, libido imam visok. Lej, tako sem energetična, lahkotnejša, polna energije, pa manj tečna, manj zaskrbljena. Zdi se mi, da imam enostavno večjo kapaciteto za življenje. Tako da zdaj pa ulala.si, Fashion Potion, kodo lahko uporabiš med nama 10. In to je to. Hvala. Zdaj pa gremo naprej v epizodo.
Drugi komentar. Mi se imamo s čim zahvaliti, ki smo poročeni in imamo potomce. Kaj človek v resnici hotel povedati, je meni tle ful zanimivo. Ponosen sem na nekaj, kar prispeva k družbi. Ne razumem pa, zakaj bi bil nekdo ponosen na svojo spolno usmerjenost, ki ne prispeva k družbi. Ja, tle je v bistvu pač samo čisto isti argumenti, kot v prejšnjem komentarju. Gre se pač za ta ponos, ki v bistvu ni ponos, ampak je samo nasprotje sramu. Okay? Tu ponos, tu lahko malo to besedo izbolj spregledam. Tako, da jih ni več sram, si jaz predstavljam, ker so jim dolgo časa govorili, da morajo se skrivati, da se morajo sramovati in ja, da se zdaj ne rabi več skrivati, kakor simbolno. Je pa na tem mestu eno dobro vprašanje, ne? In ne vem, če kdo nima otrok, če se nikoli ne poroči, pa dobro živi, pa nobenemu ne škod. Je za družbo še vsaj manj vreden. Ja. Ker to ti pa skozi vsi govorijo, kdaj se boš poročil, kdaj boš imel otroke. In če nimaš tega, si v očeh družbe, ne pravim v očeh pač vseh posameznikov, ampak v očeh družbe, nisi dosegel tega, kar bi mogel. Pač si avtomatsko, ne vem, ne moreš živeti srečnega življenja. Okay. Ne? Kaj pa ljudje, ki ne morejo imeti otroka in duhovniki, ki se ne poročijo? Je to spet drugače. Duhovniki itak čisto drugače, zato ker imajo tisto svoje ljudje, neko ki ne morejo poslanstvo, imeti otroka. od ljudi, ki ne morejo imeti otroka. Dejansko, ja, sprašvali te bojo, kdaj jih boš imel, in če rečeš, da ga ne moreš imeti, ti bojo dali 100 in ena svet, kaj moraš narediti, da ga boš dobil. Bojo rekli, veš, sosedova Franska je pa pila čaj in pol je zanosila. No, ampak še vseeno je manj vredno torej življenje njegovo. Ja, zato, ker ti bojo skozi še zmer. Pa se tudi, mislim, se unikega, ki si ga želijo, pa ga ne morajo imeti, se tudi oni sami počutijo, pač, da nekaj manjka. Ne? Oni jih pa še vsi okrog opominjajo, da jim nekaj manjka in dajo nepotrebne, neželene nasvete. Tako da ja, je kar težko pa v tem primeru. Si predstavljam. No, naslednje. Na koncu mi, ki smo normalno usmerjeni in imamo družine, izpademo kot neki tepci. Tu se meni zdi zelo dober komentar, zaradi tega, ker včasih tudi tle res dobro pokaže, kako smo ogroženi, kadar okrog nas začnejo biti stvari, ki jih ne poznamo. Ne, še sploh, če pač ljudje okrog nas potegnejo z neko to stvarjo. Ne. Recimo, on je hotel povedati, da je včasih imel občutek, da je njegovo življenje nekaj normalnega, ne. Danes more pa, ko gre ven iz hiše, pa mu ni normalno, da imajo tam parado ponosa se opravičevati. Ne, bo šel on prej v zapor, ki je proti paradi ponosa, ne pa unkanak na paradi ponosa s tistim kurcem tam opleta. Ampak, a veš, kako je to, meni je ta argument briljanten, ker tisti, ki je dal ta argument, lahko v prvi vrsti najboljš razume vse te, ki so drugače usmerjeni, zaradi tega, ker če se on počuti, pa še zmer v večini, pa če zmer je on v večini normalno v narekovajih usmerjen, pa se počuti, kot da je zdaj on bebec, predstavljaj si, kako so se šele oni počutili, Ja, ko so bili v manjšini skozi in so jim vsi skozi govorili, s tabo je nekaj narobe, oziroma če itak niso, ne vem, javno povedali, si se skrival, da si gej in nisi javno dal vedeti, da imaš to v sebi, in pa so drugi okrog njih govorili, un je pa fegat, un je pa to, in pač ti v sebi si vedel, fuck, jaz sem tudi to, in kako si se šele ti bebec počutil, ker si vedel, da je s tabo kao nekaj narobe, zaradi tega, ker vsi drugi so pač normalno v narekovajih usmerjeni, ti pa nisi. In pač v bistvu, kako so se šele oni mogli počutiti. Ja, ampak, ne. Tle pa vsem imaš en pač fundamentalen problem, ne, ki podre čisto vse te argumente, ki jih imam jaz tle napisano, in vse vprašanja in vse. Ja, če sem jaz gej, tu pač ni naravno, ne. Če pa si prej, kaj si že prej govorila, nekaj si rekla? Je pa naravno bilo. Ne, nisem jaz te besede rekla. Ne, Tega, jaz sem hotela komentirati. Ja, rekla sem, da pač ne vem, kaj zdaj. Ne. Ja. Ok, no, hotela sem iti na naslednji sklop. Nekaj si o naravnem govorila. Kaj je rekla prej že? Ja, jaz sem imela eno dobro repliko, zdaj pa nimam več. Dobro, lej, se zgodi. Aha, ja, da se lahko mi razumemo, gor in dol in vse se razumemo, kako se počutimo, ampak še vseeno ena stvar je naravna, pa ena ni, ne. Ja, ampak kako? Zakaj ni naravna? Če ne vem, kako pravijo, da ni naravna. Vem, da to ni naravno in samo naravno je normalno. Ampak kako veš, da ni naravno? Ja, ker ni v skladu z naravo. Ampak zakaj? Če pač smo taki prišli ven, so oni taki prišli ven.
pač naravno, Ja, njih to, ja, njih se to isto niso. A ne. sprašujem. Tudi prej, preden smo imeli internet, preden je bila kao ta propaganda, kot temu rečejo, so še vseeno obstajali ljudje, ki so bili pač geji pa lezbike. To se pravi, je naravno, ker so pač se oni taki rodili in so obstajali in obstajajo v svetu tudi živali, ki so pač tako. Ljudje, ki rečejo, To da se pravi, nekaj pol ni ni- naravno, sorry, Ja, povej. ampak sploh ne mislijo te besede spet, Vse to. ampak mislijo, da nekaj ni dobro. Okay? Zato, ker beseda naravno ima zelo tak dober prizvok. Kao, začeli smo v trgovini kupovati naravno, hrana je naravna, vse je naravno, ampak zobobol je tudi naraven, pa ni dober. Tako. Potres je naraven, pa ni dober. Marsikaj je naravno, pa ni dobro. Ne? Hkrati pa očala recimo niso naravna, srčni spodbojevalnik ni naraven, antibiotiki niso naravni, internet ni naraven, pa jih vseeno uporabljamo. Ne? Tako da ta argument je meni v bistvu tale z naravo, je meni zelo izriti povlečen. Res. Meni je Tam tudi. tam je tako najbolj grozen. Tega najmanj razumem, zaradi tega, ker mi je tako, ni niti naravni čevlji niso, ki jih nosiš. Recimo, ne. Pa pač dejstvo je, da pač v bistvu je naravno, ker pač je v naravi. Itak, ampak pač oni so mislili reči, da ni Slabo, dobro, da je. ali da je Ja. pa slabo. Pač besede spet zamešajo. Ne. Tudi mušnica je naravna, pa je ne boš zdaj pojesti. Ne? Pa je tam jurček zraven, pa ga boš. Pa sta oba gobe, pa oba sta naravna, pa eno boš Ja, pojedel, pa eno ne boš. Ja. Pač to je zdaj kar neki naravno, ne naravno. Ja. Pa pač je naravno, še to je ne. Naslednja. Vsak je lahko drugačen. Aha, tu smo zdaj pri sklopu drugem in sicer LGBT skupnost uničuje normalnost. Vsak je lahko drugačen, ima pravico do tega in ni lepo, da se ga obsoja zaradi tega. Vendar nikoli ne bo običajen. Vedno bo drugačen. Ne poskušajte nam usiliti to kot pravilno, vsakdanje, normalno, ker to ni. Kaj je hotela ona v resnici povedati? Nimam problema s tem, da obstajajo LGBT ljudje, imam pa problem s tem, da se njihovo življenje predstavlja kot nekaj običajnega. In zakaj? Zaradi tega, ker spet normalno, ne, mi uporabljamo besedo normalno kot vrednostno sodbo. Se pravi, normalno je dobro, nenormalno je slabo. Ne. Ampak to ni resnica. Normalno v resnici pomeni, da je nekaj bolj pogosto, kot nenormalno. Se pravi, biti levičar, kot z roko, mislim, ni normalno. Ne, recimo, karikiram. Razumeš, kaj sem hotela zdaj povedati? Da pač je normalno nekaj, kar je večina, ne? Ona je hotela s tem tu povedati, se pa obesijo pač ljudje na ta prizvok tega, da je normalno dobro. Ne? Sej, če bi ona samo govorila, jaz se strinjam s tem. Ni normalno, ni navadno, te besede so meni vse zelo všeč. In jaz jih jemljem kot točno tako, zakaj pomenijo. Ne? Samo oni tle jih ne jemljajo kot to, kaj pomenijo. Ne? Ne vem, visoki ljudje tudi niso normalni, ne? Ker jih je manj, kakor mehnih. Ne? Je ne, pa tudi mehni. Ja, tudi mehni nismo normalni. Samo tisti, ki so average height, so normalni. Ja. Tako da v bistvu noben od njih zares ne zahteva, da so glih normalni, ne? Ali? Ampak, čakaj, kaj je? Ampak zahtevajo, da so del družbe, kljub temu, da so drugačni. Tako. Okay? Pač nič ni robe z drugačnostjo, ne? Mislim, v osnovi. Sej bi bilo dolgočasno, da bi bili vsi enaki. Pa moramo biti vsi različni. Kako bi pa potem družba funkcionirala, če bi bili čisto vsi enaki? Vsi bi imeli iste interese, iste želje in pa bi vsi bi hoteli biti, ne vem, zdravniki in pa noben ne bi bil v trgovini delal. In noben ne bi, kaj še rabimo, učitelj. Noben ne bi hotel biti učitelj, vsi bi hoteli biti zdravniki. Ja. In kaj zdaj? Naslednji. Pa to je tle ful flicavno v tem. Pa to je napaka narave. Potrebno se je iti zdraviti. Udeležba na zdravljenju je pot do nediskriminacije, ker to ni naravno, ker to gledajo tudi otroci. Kaj človek v resnici govori? Če nekaj odstopa od naravnega reda, potem je napaka. Če je nekaj napaka, jo je treba popraviti. Okay? Če nekaj deluje tako kot večina, je pravilno. Če ne deluje tako kot večina, je problem. To ni normalno, zato je napaka. Ampak je nekaj napaka, zato ker je redko. Kako to misliš? Ja, ne vem, je tu zdaj napaka, zaradi tega, ker je tu redko, da so pač geji. Ne? Tako kot naravna napaka je kao tu, ne pravijo. Pa je tudi napaka oni, ki so midžeti, pa ki so gingeri, pa ki so z levo roko. Vse je napaka. Vse je napaka. Vse bi bilo treba strandati. Ja. Mogli bi obstajati samo še vsi, ki so visoki med
170 pa 180. Jaz umrem. Vsi, ki ne rabijo očal, vsi, ki pač pišejo lepo normalno z desno roko in tako naprej. To je bolezen, ki je 100% ozdravljiva. Kaj človek v resnici hoče povedati? Da homoseksualnost v resnici ni identiteta tvoja, ampak je bolezen in jo je treba pač odzdraviti. Ne? In zaradi tega pa tako vsi govorijo o zdravljenju, ker oni pač res ne verjamejo, da ti tako čutiš. Oni res verjamejo, da si ti bolan in oni tako hočejo biti sočutni do tebe v resnici, kad tu rečejo, da je bolezen, da pač naj se grejo zdraviti, ne, ali ne mislijo. Oni tu pač gledajo, kot da imaš raka. Pet se zdraviti, mi hočemo tebi pomagati, ne. Ampak pol pri tej bolezni je meni ful zanimivo, tako, kdaj je neki bolezen? Ko moti tega človeka, ki je bolan, ali ko moti mene, ki sem zdraven? Ja, mislim, realno, če motim ga, ki je bolan, razen če je nalezljivo. Sam to pa ni nalezljivo, tako da pol ne rab tebe motati. Ja, tako, ali je bolezen ta odziv okolice, ali je bolezen to, ki imaš ti zdaj oseb, ne? Ker jo je treba zdraviti. Ja, v resnici tisto, kar imaš ti v sebi. Je treba zdraviti? Ja, valjda bolezen je tisto, kar imaš ti v sebi zdraviš. Sam pač to ni bolezen, ne? To, kot smo rekli. Ti si pozabila, da to ni bolezen. Ja. Ne, sem se spomnila, ampak hotela sem reči, da pač, če je treba zdraviti odzive ljudi, ali to, kar je v meni. Kot gej, biti gej, tu mislim. Pa to, kar je v tebi, ni treba zdraviti. Ja, ne, ni treba. Ampak zato, ker ni bolezen to. Ja, ne, njih pa je treba. Ja, jaz drugače ne verjamem, da s to epizodo, da kdorkoli, ki je absolutno proti temu, jaz zelo močno dvomim, da bo ga ta epizoda prepričala. Mogoče mu bo dala kaj za razmisliti, sam se mi zdi, da zelo redko kdo bo kliknil sploh to epizodo, razen če se bo hotel kregati. Se mi zdi, ne vem, lej, pač v resnici, če bo en človek to epizodo gledal, pa si bo mal premislil, bo že veliko naredile. To epizodo bo gledalo vsaj 5000 ljudi, ki bo zraven razmišljalo. Ja, ampak veliko ljudi bo to gledalo, ko se bo že strinjalo z nama. Aha. Jaz verjamem. Ne vem, napište v komentar, če kdo gleda to. Prav bom dala pa tak naslov, da bojo vsi gledali, homoseksualnost je bolezen. Dej. To je zdaj začetek klipa. Homoseksualnost je bolezen. Ja. In pa bomo samo to, ker si ti prebrala te komentarje, kako da sem midve to povedala. Ja. Clickbait. Na eno. Wow! Ja, lej. Mislim, če bo kdo mal pomislil potem drugače, pogledal na te stvari, briga me. Job. Nehite že s to modno muho, no? Teh LGBTQ in vsako leto je več črk v tej neumnosti in kako naj si zdaj zapomnimo vse. Pol so pa še užaljeni, ka ne rečeš tam na koncu še ž. Adijo pamet. Zdi se mi, in kaj hotela ta v resnici povedati, ne, je, da se ji zdi, da se ves čas izmišljujejo nove identitete in nove oznake, ki jih ona ne pozna in sploh ne razume, kje se tu konča in če se bo sploh kdaj končalo ali bo na svetu kar milijon enih fucking spolov in ona jih bo mogla nazivati, ko bo šla v trgovino. Crazy shit. Ne, in pač 30 let nazaj smo poznali geje pa lezbike, ne, kao, drugih pa nismo, pa smo, in nam je bilo malo bolj so bile jasne stvari, ne, zdaj imamo pa, ne vem, biseksualnost, transspolnost, nebinarne osebe, aseksualnost, queer, milijon enih stvari, ne, in nekdo, ki ne spremlja recimo teh oznak ali pa ne ve, da so mogoče tu neke podoznake, ki so pod eno oznako spadajo drugače. V glavnem, nekdo, ki ne ve, da tu ni nek tak big deal, se mu zdi, da so vsake 5 minut nova oznaka in da se lahko res jaz pa ti zdaj odločva, da bom jaz smreka tipa lisiči rep, recimo, ne, do konca življenja in da nas morajo vsi tako klicati. Ampak ni tu zdaj v resnici tako. Plus še ena stvar, ne. Ni to tako, da smo mi kar zdaj nove ljudi dobili na svet, ne. Da so zdaj pa ljudje drugačni, novi, da nove oznake pomenijo tudi nove in drugačne ljudi. Pač te oznake so samo nove oznake, ker ti ljudje so isto že prej bili, samo bili so bolj bogi, ni se jih tukaj videlo, bolj zaterani, pa tudi sami sebe niso tukaj prepoznali, ker se pač, ne vem, niso imeli kapacitete in se nisi upal včasih, si mogel tam, razumeš, okopavati z volom na njivi, ne vem kva, nisi ti tukaj razmišljal o tem, se meni zdi. Ja, zdaj bo to mogoče malo hot take, a ne, ampak zdaj prvo kot prvo, jaz verjamem, da večina teh oznak obstaja zato, da se potem lahko te med sabo najdejo, ker so pač, da imajo te svoje skupnosti.
veliko ljudi, ki bi spadali še v kakšne te podkategorije, pač se sploh s tem ne identificirajo, ker jim to pač nič ne pomeni. Enim pa pač to ful pomeni. In jaz, pa to je čisto anekdotsko, ampak tako opazim, da tisti, ki imajo res najbolj te ekstremne identifikacije, to izhaja iz nekih travm iz otroštva. Pa, lej, to je zdaj čist. Ekstremne, ker govorimo zdaj mačka, recimo. To, ja. Te, ki imajo mačke, konje, ne vem kaj. Tako, ne govorim jaz zdaj o tem, da si pač gej, lezbika, ne vem, aseksualen in to. Ampak, ko greš pa res v neke te ekstreme in imaš pol tako 5 različnih definicij, česa si. Pač jaz mislim, da to samo kaže na nekoga, ki ima neko stisko in se pač išče in išče svojo identiteto v tem svetu. In neki se mu je moglo zgoditi, da pač zdaj rab vse to, zato da lahko funkcionira. Zato, ker se bi jaz tudi lahko najdela si še neke dodatne identifikatorje, če bi hotela, ampak pač jih ne potrebujem, zato, ker pač vem, kdo sem in sem zadovoljna pač s tem, kdo sem. Ampak nekdo, ki se pa še išče, mu pa pač to mogoče lahko pomaga. Ampak mi ga potem še dodatno obsojamo. Celo življenje svet govori, da ne ve v resnici, kaj je, pa da ima narobe, pa da je modna muha, ki bo minila, pa da naj si premisel, pa da si lahko premisel. Pa si moraš verjetno obesiti zelo veliko teh nekih besed na sebe, da sploh lahko začutiš, kaj je res, pa kaj ne. Ja. Mogoče. Tako da jaz, ne vem, mislim, da to pač so ljudje, ki v bistvu s tem kažejo, da imajo neko stisko in jim to pomaga potem nekako funkcionirati v svetu. Čeprav s tem dobijo v bistvu samo še neko dodatno tarčo na svoj hrbet. Ampak dobijo pa potem po drugi strani ljudi, ki so pa pač v istem čovnu in se pa lahko pač povežejo med sabo. Pač dobiš pač to neko skupnost. Zdaj pa, če damo tu vse čist dol iz gej ljudi, pa pogledamo, kje se ljudje še ful radi ustvarjamo neke take mehne skupnosti. Absolutno povsod. Radi imamo natančne oznake in tu do pikice natančno pri avtomobilih, športih, poklicih, glasbenih žanrih, političnih usmeritvah, imamo lestvice, Luxmans in milijon stvari, kjer bi se mi radi popredalčkali in nam te kategorije pač niso čudne, ne? Tako da, po moje pri teh LGBTQI, pa ne, da boste razumeli, pač jaz tudi ne vem teh črk vseh, ne? In jaz mislim, da sploh ni v tem problem, da bi jaz zdaj mogla vsakič, ko tu rečem, izgovoriti vse te črke, če se jasno ve, da ni tudi tako rečeno zdaj, zato, ker bi jaz hotela nekoga spustiti iz tega, ampak zato, ker pač jih je veliko, ne? Vprašanje, ki pa je tle na mestu, je pa samo tu, če jih moč število črk, ali občutek, da pač od njih nekaj nekdo pričakuje, ker to je pa tudi mene kdaj zmotilo, ne? Še sploh pri teh ekstremnih, ki so tako kot neke mačke, ne, ki se ti lahko že sprejmeš, ajde tu, da kličeš ti neko, ne vem, nekoga, ki ti izgleda kot ženska, da jo ti kličeš, moraš klicati z moškimi zaimki, ali pa obratno, ali pa da moraš miksati, tu se že nekako prepalceriraš. Pa ti pa ne reče, da ga maček klič. Pa moraš ti v celem dnevu imaš tukaj dela razmišljati o tem, kako boš to osebo maček klical. In veš, da ti gre fucking živce. Ne? Ker zadnja stvar, ki bi ti hotel o tem, je to. Nočeš o tem razmišljati. Ampak koliko je pa tega? Realno, jaz mislim, da ljudje, ki se za to sekirajo, si delajo dodatne probleme, ki jih pač, iščeš probleme. Ker koliko ljudi ti v življenju poznaš, ki hoče, da pač jih kličeš z nekimi čudnimi... Jaz tudi nobenega ne poznam. In pol tako, recimo, da imaš nekoga v življenju, pa ti ni blizu, pa se pač ne družiš s to osebo, zakaj bi pa pač mogel zdaj ne rabiš? Če je pa v službi, če je slučajno v službi, pa pač ta ena oseba od vseh na svetu, s katerimi imaš interakcijo, če pa ta ena oseba, pa pač, če si tako decent human being, boš se pa potrudil, pa boš pa rekel mačkaj. Ali pa je ne boš klical poh, ne? Ali pa, ja. Mislim, če se lahko izogneš. Če jaz se rabim izogniti, ker mi je neprijetno, se pač tudi izognem kdaj. In to so človeške stvari, ja. Da se izogneš. In se mi zdi pa, zakaj bi zdaj o tem razmišljal in se sekiral, če pač tako realnost je taka, da takih ljudi jih ne srečaš kar tako skozi povsod. Daj, mogoče koga vidiš na cesti, ki drugače zgleda, ampak ne rabiš z njim govoriti sploh, pač ne poznaš ga. Ne vem, če je tu v Sloveniji. Tu smo videli enkrat v enih teh ameriških forah, da imajo te mačke v šoli, da se morajo klicati. Veš, da jih mora učilca klicati tako. Ampak tega je toliko malo. Ne veš, ampak pol v vrtcu pa tudi mene so klicali gasilec samo, ne, ker sem hotela biti gasilc, ker sem bila velika in so me klicali tako. Jaz sem imela eno sošolko, ki je rekla, prvi šolski dan, jaz bi rada, da me Kitty kličete, dobesedno, pač tako, to je bilo v srednji šoli. In me je bilo tako navadno, ona je bila pač, učitelji so jo vsi po imenu, pa njen fant jo je po imenu, vsi ostali smo jo Kitty klicali.
Ja, in to je bilo tako, whatever, ona si je pač ta vzdevk izbrala in meni je bilo sploh nič čuden, da Ja, ona hoče zaradi imeti tega- nek vzdevk, po katerem se pač bolj počuti. Pa to ni bilo tako nič v zvezi s spolom ali pa karkoli. itak. Manj stvari za sabo pač na sebe navleče tu, da si ti samo rečeš, jaz sem Kitty, ko pa tu, da pač si nekdo da nek zaimek, ki je vezan na spol. Ne. Ja, Tako realno. v človekovem glavi pač tu potegne milijon stvari za sabo. Ampak a nekaj. veš, če nekdo, ki ti je ful blizu, to ti reče, pa pismo, če ga imaš rad, pa veš, da mu to veliko pomeni, kaj te manj stane? Ali to, da se ti mal prilagodiš, pa mal pogoltneš ta svoj ponos, pa narediš to za osebo, ki jo imaš rad, ki veš, da ji bo to veliko pomenilo in ne boš s tem v sreču, pač kaj več, kaj ti bolj od tehta? Pač ne moš pol mal pogledati, kje so tvoje prioritete, če ti pač več od tehta, da si dik, pa pač osebi, ki jo imaš rad, povzročiš pač stisko, pa naredi to pol. Če boš pač bolj spal tako, kaj te ni Jaz naredim? sicer še vseeno mislim in zagovarjam, da lahko čutimo te stvari, ki jih čutimo, in da tebi grejo lahko vsi geji ljudje čist na živce. Čist. Ja. In lahko nas sovražaš, lahko tu vse je zate resnica, kar danes tle govorimo, ampak tako so neke meje, ne, kje se tu izraža, pa na kak način, pa s čim pol krateš od nekoga svobodo, pa s čim ne. Ja, in pa pridemo na naslednji sklop, ki je: povsod vsiljujejo svoje mnenje, naj dajo mir. Naj istospolni živijo svoje življenje in naj ne izstopajo iz povprečja. Mene tudi ne zanima fuzbal, zato ne sledim in se ga izogibam. Še manj pa komentiram na njihovih portalih. Ampak dejansko je fuzbal veliko bolj in your face, kot gej ljudje. Ja, Pač tako realno. Ampak a vidiš, koliko se lahko fuzbalu izognemo brez problema? Pač tako, povsod je, zdaj sem bila na Hrvaškem. povsod je, ja. Povsod je ta fuzbal, še v Mek, ko prideš, je fuzbal. Ampak pač, ja, isto mene je to, pač briga mene za fuzbal in me ne zmot. Ampak zakaj te pa potem zmot, da je tam maurična zastava obešena? Ja. Pač, čisto isto lahko ignoriraš kot fuzbal, realno, ful je to dober primer. Ta Pač, s temi, da naj ne vstopajo iz povprečja, tako kot ostali, mi je ful dobra, ne, ker tako on govori, ne mot me, da obstajajo, mot me pa, da jih jaz opazim, ne, se pravi, lahko ste takšni, kakor ste, sem mene pač mot, da vas jaz vidim in mi je tako zanimivo, se pravi, on hoče reči, da če bi bili nevidni, da je tu normalno stanje, da si pač neviden, ne. Ampak v resnici nevidnost ni normalno stanje, ampak nevtralnost, ne, ker čista ta nevidnost je skrivanje. Sploh pa kaj za nekega človeka, ki je straight, v tem principu pomeni nevtralno stanje. Tu, da se lezbike ne držijo za roke, tu, da se ne lupčkajo. Kakšno je pa straight nevtralno stanje? Tu, da se držijo za roke, pa tu, da se lupčkajo v javnosti. Se pravi, nevtralna stanja sta za ti dve skupini v bistvu različna, ne? In tukaj ona reče, naj ne izstopajo iz povprečja, dosti redko izstopajo oni iz povprečja in ne? Večina nikoli ne izstopa iz povprečja. Vse, kar izstopa iz povprečja, je ta parada ponosa, ne? Ampak zato, ko greš enkrat v take ekstreme pri zatiranju ene skupnosti, ti mora nekdo fajn skočiti nazaj in pluniti v glavo, zato da se ga sliš. Ne? In veš, ko te je kdaj kdo stisnil v kot, ali pa mene so enkrat doma. Jaz sem prav tako čuvala neke take fajn, ekstremne besede in situacije in skrivnosti iz mojega življenja, da ko me enkrat spravijo v kot, da bom sem vse povedala. Veš, tako ono. Pač res, ekstremne situacije in ekstremno zatiranje pač rab ekstremne prijeme, da te pol slišijo ljudje. Tu jaz mislim. Mene ne moti, da so, samo naj se ne mečejo ven. Poznam ljudi, ki so drugače usmerjeni, ampak je normalno dejca ali ženska. Problem je, ko mečejo dejci riti ven čez 3/4 premajhne hlače, se šminkajo in obnašajo kot razvajene babe, pa ne vem kaj še vse. In to v javnosti, da jih vsi gledajo. Seveda je potem mržnja proti njim. Kaj človek v resnici govori? Nimam problema z geji, imam pa problem z geji, ki izstopajo. Se pravi, razliko naredim med nekim normalnim za njim gejem, ne? Pa nekim gejem, ki ni normalen, ki je kao preveč viden in s tem hoče povedati, da ga ne mot, sploh zdaj tu, da je nekdo spolno usmerjen, ampak da ga mot vedenje tega človeka, ki ga on dojame kot provokacijo. Če ne bi izstopali, jih nihče ne bi sovražil. Meni se zdi to sem grozno, da to nekdo reče, zato ker to pomeni, da odgovornost za sovraštvo daš na stran tistega, ki je pač opazen. Razumeš? To je kot da bi rekel svojemu otroku, ki gre v šolo, le če ne bi bil drugačen, te ne bi zafrkavali. Ja, no, ampak se to rečejo eni. Ja. Da je bolj normalen, pa te pač ne bojo zafrkavali. Ne? Ja. Fair, ne vem, zdaj nimam kaj za reči, to sem
tudi oni ne potrebujejo nobene zastave ali da se na pol nagi sprehajajo na teh mitingih ponosa. Zaradi mene so lahko toplovodari in lezbike. Samo se s tem ni potrebno javno izpostavljati. Ko sem že kaj komentirala, zdaj to je samo v moji glavi šlo naprej. To je šlo samo v tvoji glavi naprej. Zdaj 5 minut tišine. Dobro, kaj je bilo tu vprašanje? Tam mi ni bilo neki jasno. Zastave, da ne potrebujejo zastave. Aha, ne vem, tu ne bom nič pokomentirala. Tle nimam nobenega pametnega argumenta. Mislim, da je še naprej kaj. Zakaj tega ni bilo 40 do 50 let nazaj? Ker so se skrivali, niso se vsiljevali in niso se vsiljevali v normalni svet in bilo je vse v redu. Zdaj pa bi oni imeli svoj dan ponosa, pa hodili na pol nagi po mestu, pa ne zajebavaj se, prosim. Bolani ste, naj delajo za 4 stenami, kaj hočejo, tudi naj pridajo v javnost, magari pa se držita 2 za roke, okej, ampak dajte mir. Niso oni nič več kot mi, da bi lahko imeli svoj dan oziroma bilo kakšne parade. To je ful podobno, kot so govorili za črnce v, ne vem, koliko je bilo to. Pač, ko so se borili za svoje pravice, pa čisto so za njih govorili. Vse mene ne moti, da so, sam ne bodo opazni. Zakaj oni rabijo, ne vem, oni imajo v Ameriki poseben mesec, ki je pač namenjen Black History Month in ljudje še zdaj govorijo, zakaj oni rabijo pa poseben svoj mesec. Ja, mislim, zato, ker so bili zatirani desetletja, zato, ker pač so živeli v groznih razmerah in mislim, ne primerjam zdaj bolečine ene pa druge skupnosti, ampak pač obe skupnosti sta bile zatirane še zdaj, a ne? In kada bi rekel zdaj, zakaj so pa pač, zakaj si pa črnci zaslužijo pravice, zakaj si pa oni zaslužijo posebne privilegije, bla, bla, bla. Meni se zdi to tako, ni nastalo. Ljudje ločijo zasebno in spolno življenje in nam, normalnim ljudem, se zdi jasno, da se o spolnosti fucking zunaj hiše ne govori, ne? Ampak veš, pri gejih je tu bilo drugače. Oni niso šli ven iz hiše govoriti pa praznovati svojo spolnost, ampak oni so šli protestirati, da so sploh lahko, veš, oni so kot ene miške prihajali ven in so pač vsakič malo bolj šli, da so lahko sploh začeli živeti. V glavnem protest je tu ni bil praznovanje. Zdaj je pa pač postalo, izpade zdaj, kakor praznovanje, ki jim noben nič noče, ki grejo tam na cesti. Ne? Pa tudi, ko pomisliš pismo, kjera jeba, ti se moraš skozi skrivati, kako boš ti najdel svojo ljubezen, če sploh ne veš, če noben ne ve, da si ti istospolno usmerjen in ne veš, kdo drug je. Pač koliko je nam lažje, mi asumamo, da je vsak available, vsak, ki je nasprotnega spola, če nam je všeč, pač mi ne razmišljamo, aj on straight, aj gay. Oni, pa pač kaj, skrivati so se mogli in mislim, to si vsi želimo, pač najdati ljubezen, pač biti v nekem partnerskem odnosu, pač to je tako neka tista osnovna stvar, po katerih hrepenimo in pač ni bilo to odvzeto. Valjda, da so se da so pač ni bilo njim odvzeto, oni so si sami odvzeli, kaj pa so zbrali, da jim bojo še čisti spol. Ne, hočem reči, da niso mogli tega javno pokazati, zato ker so vedeli, da jih bo družba linčala, ker so vedeli, da bojo izobčeni, ker so vedeli, da ne bodo dobili službe, da jih bodo vrgali iz hiše, da bodo starši se jim odpovedali, da se jim bodo prijatelji odpovedali. In potem si rajši rekel pismo, a je vredno, da pač javno pridem ven, kamama, pač povem ljudem, da sem gej, ali je vredno tega, da potem potencialno mogoče pač spoznam nekoga, pa se zaljubim, ali je pač vredno, da vse ljudi, ki pač jih imam blizu, zgubim, da zgubim vse, kar imam, mogoče službo zgubim, da nimam nič potem. In potem si tako valjda rečeš, rajš, ne bom, ni vredno. Sej, to mi je znano, bom se skrival, mogoče se bom žensko na koncu poročil, pa bo čisto redo. Sej, koliko imaš teh reality TV-jev, ko so ti mormoni, pa točno vidiš, da tip ga niti malo ta ženska ne privlači. Nismo se ljubčkala, da daj ne poroke. On je tako, to je bila moja ideja. Ja, ko se ni hotel, kad ga ne privlačiš, oh my god, grozno. In pa imaš take, aj boljš to. A rajši vidimo, da se skrivajo, se pol poročijo z eno žensko bogorevo, ki si želi enega partnerja, ki jo bo pač obožval, on pa obožuje penise na skrivaj. Kaj pol boljš? Boljš, da grejo ven, pa pač povejo, jaz sem gej, eto, najdi me drugi geji, rada za geja. Za stvari, ki nas ful motijo,
Rabimo včasih take zelo ekstremne oznake in ekstremne stvari, zato da bi res znali razložiti, koliko nas moti in da bi se res znali zavarovati. Se pravi, recimo tako, ko rečemo, ne, geji so grozni in oni imajo tam vsi nage riti na panadi ponosa, je isto, kakor moški očitajo feministkam, da rečejo, da so vsi moški grozni in da sovražimo moške, in tako, ko moški rečejo za ženske. Se pravi, v te ekstreme gremo, ko hočemo res point dokazati, gremo v ekstrem. Ja. Se pravi, ženske so pa lažnivke, pa varajo, pa ne vem, kva še vse neki. Ne? Okay? In tako damo na ta ekstrem. Ne? Zanimivo mi je to, kako res te ekstreme ven privlečemo, pa ponovadi, po moje, sploh ni tu prikaz skupnosti resnične. Ne? Sej tako, ko vemo, tako, ko bi moški rekel, not all men, ne? Tako, ko bi ženska rekla, nismo vse ženske take, tako nam oni skozi hočejo dopovedati, nismo vsi geji taki, pa mi še zmer tako tupimo, gej, ne? Tako, ko tupimo, recimo za serici, karikiram zdaj, kjerkoli državo si lahko zberete, ne, kao oni so taki pa taki, meni se zdi, da bi mogli to malo bolj individualno jemati. Lej, če nekdo fuka nekoga na cesti, pa magari gej ali pa straight, gre zaradi mene lahko v zapor. Je res ali ni res? Tako. Če pa delaš neke normalne stvari, ne vem, pa ne gre. Ne? In se mi zdi, da bi bilo ful bolj učinkovito, če bi mi take stvari tako urejali ne iz dveh polov različnih, ne? Veš, da bi jih skupaj, da bi ne te zdaj specifično gej, ampak nasplošno, da bi malo posamično gledali posamičnega človeka, ki dela stvar, ne pa na to narobno stvar, ki jo on dela, zdaj ker na celo skupnost dal. Se pravi, cela skupnost gejev je narobe zaradi tega, ker jih je 5% takih, ki grejo, ko imajo radi super nago kratkih ritu. ja, tako. Saj tle drugače, tukaj pa tudi jaz ne vem, kaj bi bilo pol boljš. Ker mogoče eni ekstremi, pač v tem smislu, pač fashion, ki pač res ni nujno, da zdaj na tisti dan, ko že tako veš, da bojo ljudje iskali probleme, pač zakaj ne bi potem takrat mogoče, a ne prišparal te outfite za neke nočne klube, ki so namenjeni temu, da prideš malo bolj razgaljen, pa jaz nimam nič proti goloti. Pa daj ti pol to majico si zdaj oblečeno drugo, kaj je ta preveč razkrita, da te ne bo kdo posilil, ko boš šla iz tle ven. Ker že veš, da te lahko veš. Pač, sej to, a ne? Pač ne vem, kaj tle pač potem prav, v resnici. Na katerikoli strani začneš omejevati, ne narediš dobro, ne? Zdaj, Ker če jaz ne začnemo bi. njih omejevati, recimo, kao ne smeš si zdaj ti dati gek v usta, zato ker smo mi ocenili, da je tu narobe. Sicer je res zelo seksualno, meni se zdi tudi neprimerno za na ulico. Meni se zdi neprimerno, da tu vidijo otroci. Samo ne vem, na kak način, včasih imamo težave tle postaviti, regulirati. Težava je regulirati take stvari, ne, in pol kar presekamo, ne. Sej včasih je tudi tu, včasih je tudi tu edina pravilna pot, ne, da presekaš, pa postaviš jasno mejo. Samo Včasih ne včasih veš, pa kje ni. je pol ta meja. A veš, pomaš pa gledaš tam, Ne vem, kje ko je. imaš ženske pokrite od glave do peta, pa ne smejo sploh Sej to. spregovoriti besede, pa ne smejo biti javno slišane, pa ne smejo nič. Pač vemo, da to je ekstrem, ki pač ni okej. Ampak pol kaj, zdaj ne smeš crop topa imeti? Pol pa imamo ta drugi ekstrem, da se pa kar zdaj vsi začnemo oblačiti, pa shoditi s treponi po ulici. A veš, ampak pol Kao? pa na plažo smo pa lahko vsi v kopalkah, pa ni problem. Mogoče je Ker smo se pač, večina tako mogoče je odločila, problem ne. res, ja, sej to. Ampak kaj nimamo pa, da bi pa zdaj, ne vem, nek politik zdaj rekel, evo, taka so pravila, tle pa tle se lahko tako oblačaš, tle pa se ne smeš. Se bi pa tudi spet ljudje uprli, a ne? Ker pol pa spet pomaš, ne vem, tle pa, tukaj pa jaz res ne vem, kje so pač te meje. Ker po eni strani, veš, pa se ženske borijo za to, da bi lahko bile brez majice, free the nipple, pač I'm all for it, ampak po drugi strani imaš pa potem kripe, ki bojo to Veš kaj? seksualizirali. Težko je biti v vmesnem obdobju. Obe dve te stvari delujeta, ko smo mi že zdaj, recimo, tu bi vse imelo smisel, kar si zdaj rekla, če bi bili mi že 300 let naprej in bi tu že vse delovalo, ne? Ampak smo glih v tem nekem vmesnem obdobju, kjer je pa vse obe dve strani sta narobe. Kaj si rekla, da še enkrat povej? Je pač ne vem, kje so une meje, koliko se pač lahko razkrivajoče oblačiš, da gre pač čez meč. Ker za neke določene stvari pač imamo, ne vem, vemo, da ne vem, pač zadnjič, ko je prišla Urška Klakočar Zupančič, sem bila jaz ne morem imeti crop topa za pač epizodo z njo. Pa ne vem, mi noben ni tega rekel, ampak jaz sem se počutila, da moram pač, jaz sem si dala ono obleko, zaradi tega, ker sem bila tako, okej, sej, ramena so bila zunaj, ampak meni se je zdelo, okej, ne moram, še zmeraj neka dolga obleka se mi je zdelo bolj primerna, kakor da bi bila takole oblečena, da se mi pač tle vse to vidi. Pa še zdaj se mi zdi tako, kar malo preveč, da je vse to, ampak bolj zaradi tega, ker se potem tako naprej dan, pa se mi takole naredijo rolce, pa me moti to. V bistvu me zaradi tega moti. Evo, veste zdaj. Zakaj si to majico gor, pa to dajem. Ampak a ne,
Pismo ne vem, ker ne vem, mene ne moti. Mene bi pa motilo, če bi moj otrok šel tam na parado. Kaj, razgaljen? Ne, recimo, Da bi sploh šel? Ja, recimo, da bi jaz šla, pa bi bil moj otrok star 3 leta ali pa nekaj, pa bi šel z mano. In bi tam bili ljudje, ki imajo tako strepom pa geku. Zato, ker grejo eni... Zdaj pa ne vem, ali je treba otroka izločiti za ta en dan iz javnosti, če nočeš, da je tam pa nehati komplicirati. Sam pol je problem, ker ga vedno ne moreš. Ne? Kaj sem pa tudi razmišljala, recimo te drag queens, ne? Pač meni se to zdi čist nič groznega, da so pač na paradi, ampak pač vem pa, da so ponovno oblečene zelo pomanjkljivo. In pač, da bi ti imel zdaj tam, ne vem, mogoče se mi zdi, pa mene osebno ne moti, ampak pač sam zaradi tega, da bi mogoče družba to lažje sprejela, bi mogli mogoče kakšen korak nazaj sami, pač ne bo parada, ne bo vse to, ampak mogoče se za tisti dan za parado vse oblečeš malo manj provokativno, samo zaradi tega, da ne daš ljudem tega, pa to se mi ne zdi prav, da se zdaj mi nazaj držimo za tega, da bodo drugi zadovoljni, ampak mogoče samo zaradi tega sprejemanja, zato ker že vidimo, da težko sprejmejo in sam iščejo, da mogoče jim ne damo toliko razlogov, da bojo mogoče lažje potem sprejeli pač ta prehod. Sej se pač top, super, oblači se seksualno, oblači se to, ampak mogoče v nekih drugačnih situacijah. Ker se greš ti v klub, pa se oblečeš full seksi, pa mogoče ne boš v glih v taki obleki v trgovino, a ne ob 12. Sej imamo te neke, a ne? In ne vem, zakaj potem vzamemo to parado, da se pa zdaj... Ker je obojestransko sovraštvo, zaradi tega, ker jaz kot lezbika, ki bi recimo karikiram šla na to parado, jaz dan, vsaj tak sem zdaj občutek dobila, popravite me, če imam narobe, aktivno sovražam malo ljudi, druge, ki se spravljajo name. Aktivno ne maram ljudi, ki mene ne marajo, razumeš? Tako je obojestransko sovraštvo, da jaz jim hočem vršiti v glavo vse, česar oni videti ne morajo. Ker so mi oni toliko dni uničili, da bom jaz zdaj pa njim vsaj enega uničila. Pač, meni je to grozno, jaz ne podpiram tega. Meni se zdi to tako, da si gremo v nasprotje narobe. Se mi zdi pa tudi narobe, da bi nekoga tako omejili. Ne vem, jaz nisem pametna. Reč, to si dobro rekel, to pa nisem pomislila, da je mogoče to namerna provokacija. Ampak verjetno... Itak je namerna. Ja. Ne, pa sploh ne izhaja iz tega, da bi jaz bila zlobna in da bi namerno provocirala, ampak iz tega, ker sem videla, da že niti mehnih stvari niste mogli prenesti, ki sem jih vam počasi servirala in jih kapljala. In če se pa niti malo ne morete potruditi, vam bom pa sfukala življenje zdaj. Full dober point, nisem nikoli tako pomislila. Ne, in tako, ko si pač zdaj hočemo vsi en drugmo sfukati life, ne, levičari, desničari, levičari, gej, straight, tam, se bomo res sfukali, ne. In samo eno bo na koncu dober. In tu so oligarhi. In tu sploh nima veze s to epizodo, ampak zdaj veste. Kdo? Oligarhi. Kaj je to? Oligarhi so pa bogatuni, ki vodijo naš svet. Veš, imaš demokracijo, imaš nekaj, imaš pa oligarhijo. Ok. Ja. Nisem vedela. Never mind. Ja, random facts. Sklop. Ja, zdaj bomo malo preskočili, bomo šli na sklop 5. Uničili bodo državo in kulturo. Kaj ima ta objava s kulturo in s tem ministrstvom, mi pa res ni jasno. Ne razumem, zakaj se državna institucija s tem ukvarja, je hotel vam povedati. In tle jaz vidim en tak problem, kot ko mi si predstavljamo kulturo kot nekaj, kaj je kulturnega. Torej, muzej, kulturno gledališče, knjižnica je kultura. Kaj še kaj? Čakaj, sem si prav napisala. Kje pa smo? Gledališče, opera, balet, ne? In za kamen LGBT pa res ni kultura, ne? Ampak v resnici slovenska kultura, kaj je kultura? Kultura so zgodbe, običaji, identitete, norme, načini, kako skupaj živimo in vse to je neka kultura, ne? Naša interakcija človeška je v bistvu kultura. Zares. Ne? In če je kultura, če so kultura tudi, ne vem, no dobro, v glavnem LGBT režiserji tudi obstajajo, pa so tudi oni del kulture, pa LGBT, ne vem, pevci in če je petje del kulture, pa so tudi LGBT del kulture. To sem hotela povedati, ampak nima mi glih najbolj smisla ta stavek. Dobro si povedala. Tlele imamo neki ameriški imperializem, ampak tole bomo preskočili. V glavnem point je, da mi malo sovražimo vse, kar je iz Amerike prišlo in tudi ta LGBT iz Amerike prišel in tam v Ameriki so nas sfukali in zdaj so nas še tle prišli sfukati, ne.
Ampak dobro vprašanje bi samo, če bi jutri izginila in Amerika in ameriški aktivizem in vse, kar imamo mi tle iz Amerike, bi moj sosed Marjan še vedno bil gej, kaj je zdaj gej? Najbrž ja. Ja, no, kaj ne? Ja, bi bil, Ja. Ni on zaradi Amerike gej zdaj. Ja, tako so rekli. Stopite iz cone udobja in pomagajte pri nabavi sredstev za zdravila otrokom, ki bodo brez njih umrli. Dajmo zato med shode in zbirati denar. Ampak jih imamo. Se jih imamo. In prav je, da jih imamo. Ampak fair point, v smislu tega, da razumem, k pri perečih težavah jih mi pol prioritiziramo, ne? Ampak je dejstvo, da se lahko z dvema problemi naenkrat ukvarjamo, ker nas je ful veliko na svetu. In se res lahko. Sem tu. Je ta point. Zaradi njih gre svet v napačno smer. Zdaj imamo pa tle malo telele, lejte z rezervo, rezemte. Okay? V Rusiji Putin hitro utišate istospolnike. Kaj človek v resnici govori? Putin je naredil nekaj, česar pri nas nihče noče narediti in postavil je mejo. The best. Glih tu, kar sem prej govorila. Pač, ko grejo stvari tako daleč in jih sploh več ne razumemo in si jih sploh ne znamo popredalčkati in ne vemo, kako to rešiti, ali bomo pa začeli pač res rabimo pol enega, ki bo resno mejo postavil. Ne? In Putin jo je. In pol si kar preskličemo, pol mi kar pozabimo vse, kar je drugega slabega naredil in rečemo, zdaj pa rabimo mi njega, da bo tu končal. Kot Hitler, ki je vse žide pospravil. Ja, On je rekel, oni so slabi in jih je dal hkraj in top, kjer car. Ko začnemo občudovati neke lastnosti, ki jih mi nimamo, ne? Recimo tu, da se mejo kao postavi. Imamo mi manj, on pa ima in to zdaj mi rabimo tle. Ne, samo pač tu, ja. Če je družba zdrava takrat, ko ljudje lahko govorijo, ali takrat, ko jih pač je, zdaj ta Putin je njih uspel utišati. Ne? Bravo. Ampak zato zdaj družba ne gre v napačno smer. Ne vem. Psihična bolezen, parado ponosa bi lahko imele mame oziroma družine s svojimi otroki. To je ponos, ne pa da si prizadej v glavo. Ok, ta pa dobi nagrado za moj najljubši komentar. Ok, are you ready? Pač bomo kar zaključili. Tu je zadnji. Včasih je bilo pederstvo prepovedano, na to je bilo skrivaj dovoljeno, na to je bilo dovoljeno tudi javno, sedaj je že ponos. Upam, da bom umrl, preden bo postalo obvezno. Taka zmaga. Upam, da bom umrl, preden bo postalo obvezno. Ja, hotel sem povedati, da vsaka ta nova stopnja tega sprejemanja in vsega votu tu, da vse to napreduje še korak dlje in da se on boji, da se nikoli ne bo ustavilo in da pol bomo vsi mogli se podrejati tem nekim čudnim stvarem, ne? Ampak prav ima, ne, malo ima prav, zato ker se družba itak spreminja, ne, in vse, kar je bilo nekoč prepovedano, pa stigmatizirano, se pol malo obrne okrog, pa pol ni več, pa ugotovimo razne stvari, ki niso bile prav, ne, če recimo nimamo več zasužne, zdaj pa smo jih včasih imeli. No, pa še koga najbrž, tudi belce. Pa ne vem, v glavnem, oni so hoteli povedati, če nekaj sprejmeš, boš moral to tudi podpreti, če to podpreš, boš moral to tudi praznovati, če to praznuješ, boš moral to tudi izvajati. Upsi. Ne, boš moral to tudi postati, da se rima. Ma ne vem, lejte, meni se zdijo ti vsi komentarji, ko sem jih brala, zelo logični. Tako, če ne daš second thought on them, ti je čisto logično in jasno, da je treba tle nekaj narediti, da je treba nekaj ustaviti, da so stvari šle predaleč, da smo zmedeni, prestrašeni in vse, ne. Samo ne vem, če je tu glih način, da Putin pride pa nas utiša. Ja, jaz si tega ne bi želela, tako bom rekla, ko pa tudi tega podcasta ne bi imela. Kaj veš, kaj je fora? Kaj zdaj tako mi hočemo, ne, da nas pride nekdo utišati, ampak v resnici težko nam bo, če bo tak, ki nas pride utišati nekdo, ki se z nami ne strinja. V kakršnikoli meri že, razumeš? Zaradi mene, če si ti mesar, pa bo on vegan, boš tudi crkno, ne rabiš biti glih gej ali pa neki. Meni se zdi, da je treba te dileme tako mogoče reševati na malo bolj prijazen, ne vem, način, da tako malo več razmisliš o tem.
tako kot sem jaz zdaj, ko sem pripravljala to epizodo. V glavnem, zaključek moj je tu, da je večina ljudi strah za svoje otroke in za njih, zato ker stvari ne razumejo in so nepredvidljive in nenavadne, in zaradi tega, ker se svet res spreminja in ne zgleda več tako kot včasih. Ampak temu se prav za Boga ne moramo izogniti. In to je tu. Kera je moja najljubša znamka seks igračk in kondomov? Skin. Zakaj? Zato. Ker so to najboljši kondomi, niso narejeni iz lateksa in lahko uporabljajo jih občutljivi, unika smo alergični na lateks, skratka, bomba, imaš navadne, imaš tanjše, imaš elitne, imaš posamične, imaš Rabbit vibratorje, različne igračke za vse okuse, drugi Power Flower. V glavnem na pitchpop.si dobiš vse izdelke od Skin, uporabiš pa lahko na koncu kodo med nama 10, če hočeš še kaj prešparati, in tu je tu. Zdaj pa še Never Have I Ever. No pa dajmo. Mava samo 3 danes. Wow. In sicer, nikoli nisem nekoga obsojal, ker mi je bil čuden. Ja. Nikoli ni mene nekdo obsojal, ker sem mu bil čuden. Ja. Nikoli nisem bil žalosten, ker je bil do mene nekdo nesramen. Ja. To je to. Kaj pa zdaj, ko so dala obe vse 3 prste dol? Noben več ne gre v zapor, ker tukaj piše: upam, da nikjer na svetu noben ne bo rabil iti več v zapor zaradi svoje spolne usmerjenosti, in upam, da bomo vsi razmišljali o teh vprašanjih, na katere smo odgovorili ja, in se potrudili, da bomo razumevajoče kot ta epizoda komunicirali med sabo in si ne povzročali namerne bolečine. Hvala lepa. Jaz teh stvari tudi ne razumem drugače veliko, kar sem jih tle danes govorila. Veš, tako da bi jih res čutila, jih veliko ne. Samo pa se spomnim, da edino, kar je moja dolžnost, je, da ne povzročam drugim slabega. Lahko pa ne razumem, pa se doma sprašujem v posli, zakaj morajo imeti svojo zastavo. To pa lahko, recimo, če hočem. To je to. Kaj vam je zapovedati? Jaz ne vem, jaz mislim, da sem že povedala vse, kar sem mogla povedati. Evo, 66 minut, adijo. Hvala, da ste bili z nami. Ja, followajte ta kanal, subscribe, komentirajte. Pa drugače, če imate še kakšne vprašanja, če imate kakšne konstruktivne kontraargumente, se ful priporočamo. Mi da bomo pa povabili še eno gospo, ki se malo bolj na te stvari spozna, in bomo potem še na kaj odgovorili malo bolj profesionalno, ker zdaj so v bistvu mi dve... To so bile samo moje misli danes, ta epizoda. Nič ni bilo tako. Jaz sem tudi svoje misli delila. Ja. Ampak ja. To je tako, ker mi dve razumeva te stvari laično. Ja. To je to. Upam, da vam je bilo zanimivo, všeč. Upam, da je vsaj en človek tu pogledal, kaj Lucija reka, da ne bo razmislil niti en, tako da če si ti ta en, ki si vsaj malo razmislil zraven. Pa ne veš kaj, drugače tudi namen te epizode je, da izkaževa podporo. Mislim, ne vem. Moj namen te epizode je v bistvu tudi, da povem, da jaz ne razumem vse. Da jaz vse sploh ne razumem. Moj namen je, zanč je ta, včeraj sem videla ta TikTok od te, kaj že ta punca od Davida, snemalca Davida. Ona je posnela en TikTok in je bila samo tako, jaz vas podpiram in vem, da se bojo ljudje užgaltle zaradi tega, ampak jaz vam hočem reči, da ste mi cool in ne vem, tako nek ta full wholesome, sem repostala. In v bistvu moj cilj te epizode je to, da poveva, da jaz povem, da jaz to podpiram, da se trudim razumeti, da itak ne razumem vsega, ampak tako v tle noter čutim, da s tem ni nič narobe fundamentalno in da vedno bodo neki posamezniki, ki bodo izstopali tudi v negativno smer, ampak da ne smemo cele skupnosti na podlagi tega kritizirati in segregirati. To. Ja, jaz pa itak v prostem času rada ližem piške, tako da tu ste že vedeli in ne vem, če rabimo še kaj razlagati. Te pa se smemo. Čau! Čak, nismo tega pokazali. Stop! Nazaj smo. She's so thick and smrko je. No, zdaj tle malo not tu. Dej tako predstav ta kozarc, pa da bo malo videli, kako izgleda. Če se ga tako malo. Oh my god. Jaz hočem to preliti. Shit, meni se zdi, da bo šlo nekaj narobe. Če je kar tle vmes. To je kot en smrk, najboljš. Še enkrat. To. Drugače tu moramo zdaj v lijaku si dati na roke in posnet video dodaten. Najljubša stvar ever. Ok.